Živijo vsi, ki poslušate, zadovoljni in tečni, omamljeni in trezni, otroci in none, osamljeni in sami, glasni in plašni, kakršnikoli že ste, hvala, da ste z nami v Rožnati dolini. Če jo poslušate preko aplikacij, jo prosim, ocenite, delite, komentirajte ali komu pošljite ter se nanjo naročite. Na ta način rožnate zgodbe lahko še bolj učinkovito zaokrožijo in najdejo pot do tistih, ki jo potrebujejo mogoče. Takšna je tudi današnja. Je tema, o kateri ni enostavno govoriti, zato še enkrat hvala moji sogovornici Izi, ki se je za to odločila iz razlogov, da lahko komu, ki ima iste težave, pomaga. V opisu epizode so tudi kontaktne informacije, koga poklicati na pomoč. Če pa bi se radi povezali z Izo, ki bi rada ostala do neke mere anonimna, se najprej obrnite name, Katja GS na Instagramu ali pa katja.stojnic@rtvslo.si. Hvala lepa in dobrodošli. Iza, končno nam je uspelo. Yes. Po enem letu ali koliko. Ja. V bistvu li bo zdaj 1 leto. Po maj so se sicer aprila sva se, ali pa ampak 1 leto, basically. No, tukaj sva. Dobrodošla končno v Rožnati dolini. Hvala. No, pa mogoče ti povej, kako je sploh prišlo do te epizode. V bistvu meni je mami predlagala, rekla mi je, da bi se izdel fajn, da bi spregovorila o svoji izkušnji. In pač ona te tudi posluša, tako da pa mi je rekla, da naj te pišem. In se mi je zdel malo heckano na začetku, ampak pa sem tako, ajde. Zakaj heckano? Ma ne vem, tako pač full random. Tako, ne vem. Pa ker sem bila tudi v dilemi, sem jaz pač sploh pripravljena dejansko o tem govoriti, ne vem, tudi še nikoli nisem na tak način pač spregovorila o tem javnosti in zato. Ja, vseeno boš govorila tudi v bistvu zelo intimnih stvareh in ni enostavno, tako da hvala za pogum, no. Z veseljem. Pa tudi bom še enkrat poudarila v bistvu, da to je tvoja zgodba, ne nosiš ti breme zdaj, a veš, da bodo ljudje to poslušali in si ti zdaj glas vseh, pač ne, ti si prišla tukaj povedati svojo zgodbo in upamo, da bo komu pomagala, če ne drugega pa, da bodo ljudje, da bomo boljše razumeli motnje hranjenja. Ja, to bi tudi v bistvu rada poudarila, da bom pač res poskušala svoje lastne izkušnje govoriti, pa upam, da ne bom ful pretirano pokroviteljsko izpadla za koga. Ampak na meni je pa pač absolutno, da nekomu, ki pač stragla, da se mogoče najde v tej zgodbi, pa mu vsaj pač na kakšen način lahko pomagam. Tako da to je glavni namen tega. Tako, to bo vodilo celotne epizode. Iza, morda preden začneva s to temo, da te malo spoznamo, kdo si, kaj te veseli, s čim se ukvarjaš. Pri teh vprašanjih je meni vedno toliko nerodno, ker sploh ne vem, kako bi se predstavila. Ampak stara sem 20 let. Kaj rada delam? V bistvu trenutno nimam nekih ful specifičnih hobijev, sem jih imela ful v preteklosti. Zdaj pač faks izpitno, tako da je bolj fokus na tem. Ampak plezam, v zadnjem času sem plezati začela, pišem poezijo, ful rada ustvarjam, ne vem, glina, karkoli, vezenje, tako, na ta način. To je, berem knjige, ne vem. Kaj pa, če te vprašam, kdo je bila Iza, preden so se začele težave? Iza je bila ena taka zelo nesamozavestna, mirna, pridna punčka, poslušna, podrejena, mogoče tudi. Ki se je bala življenja, tako res pretirano v vseh aspektih. Perfekcionistična. Sicer sem vedno imela ful nekih hobijev in tako, ampak se mi zdi, da je vedno pač vse mi je neko bremenitev predstavljalo v smislu, da
česarkoli sem se lotila, pač sem mogla biti v tem sposobna in dobra in perfektna. Tako da, tako bi jo opisala, no. Ful taka mirna, tiha, mislim, to sem tudi zdaj, ampak tako. In kdaj se je tista Iza v bistvu začela zavedati, da njen odnos do telesa ni več zdrav? Ali pa gremo še nekaj korakov nazaj, mogoče. Če se spomniš, kako je to postopoma postajala težava. Ja, jaz bi rekla, da pri meni je bil glavni dejavnik prehod iz osnovne šole v srednjo šolo. Ker pač, kot sem že prej opisala, sem bila zelo, zelo perfekcionističen otrok. In to se je pač videlo tudi na šolskem področju, itak, pač vse 5 in tako. In pa, ko sem enkrat prišla v srednjo šolo, se mi je to malo porušilo, kar je pač dosti normalno, ampak jaz tega takrat nisem tako sprejela. Pa tudi ne vem, kar se tiče nekih socialnih interakcij, se mi zdi, da sem imela precej težave, pa ne v smislu, da bi bila izločena ali pa nek bullying ali pa tako, ampak sam neki pač subjektivni občutki, manj vrednosti. Res pač počutila sem se konstantno neumna, nesposobna, tako na ta način. Si kaj raziskovala, odkot je to prihajalo, vzroke za to? Ja, sem, mogoče ne bi zdaj čist konkretno znala opredeliti, pač zakaj, ker itak je vedno skupek nekih dejavnikov. Ampak pač definitivno je, mislim, v družini ni bilo nikoli tako, da ne bi bilo kaj dosti dober ali pa na ta način, tako da meni je bilo vedno to ful bizarno, ne, zakaj se mi to dogaja, sploh, ker sem začela pa razreševati te probleme, mi je bilo res tako, kaj se je meni zgodilo, ne, sej v bistvu moja starša sta bila vedno ful podporna, tudi ni bilo nekega prešerja na ocene, nikoli me ni noben poniževal ali pa da bi imela res neko tako vzgojo, pač daleč od tega, ne, tako da v bistvu še zdaj ne vem res konkretnega vzroka, imam pač neko idejo o tem, zakaj bi lahko prišlo do tega, ampak ni pa prav tako neke konkretne zadeve. Tako da ja, no, potem pa pač naša generacija je generacija korone tudi, a ne, tako da v 9. razredu mislim, da sem bila, ko se je začelo, pa pol cel prvi letnik. Pa ja, pol v bistvu srednja šola mi je bila zelo tudi neka taka, mislim, zelo ima v takem grenkem priokusu, no, ker tudi prvi letnik pač smo bili pa itak nadaljavo, nisem uspela navezati nekih stikov dejanskih, pač uspeh ni bil tak, kot bi si želela. Ful sem imela nekih problemov z anksioznostjo, blaznih, panični napadi, tako. In pa sem vse to prepisala v bistvu okolju, a ne, in sem mislila, da mi bo pomagalo, če bom zamenjala šolo. In potem sem se prepisala na drugo šolo v 2. letniku, ampak ni bilo pač okolje tisto, a ne, pač, kar lahko blejmamo, ampak je dejansko šlo pač zame oziroma za neka moja občutja, ki niso vezana toliko na okolje. Mogoče tudi deloma, ampak ja. No in pa na tej drugi šoli, to je bil 2. letnik, se je pač situacija ponovila, a ne, vse je bilo isto kot prej, tudi nisem spet navezala nekih stikov v šoli. Ne bom rekla, da nisem imela prijatelje sem vedno imela, ampak se mi zdi, da sem imela zelo take površinske odnose, da nikoli nisem zares mogla biti povsem pristna. No, in potem je pač to ratal tak vir anksioznosti, da sem nehala hoditi v šolo. Pač preprosto sem začela špricati. Ne vem, se skrivala po WC-jih, pa sem pač na neki točki mami povedala, da pač ne handlam tega in mi je opravičevala, ker pač nisem mogla. No in v tistem vmesnem obdobju pač mi je tudi pa mami našla neko pomoč, no, tako da sem imela psihologinjo in tako. Vzporedno s tem so se mi pa počasi začeli pojavljati neki zametki motnje hranjenja, se pravi v smislu nekega pač reduciranja obrokov, restriktivnost, tako, ampak zelo na tak površinski način, tako da niti nisem v bistvu na začetku opazila.
zakaj se gre, a ne, tudi ni bilo recimo nekega ful pretiranega fokusa na telesu, ampak sam pač restriktirala in imela občutek v glavi, da pač mi je slabo ali pa pač, da sem sita, tako na ta način. In ker to so pa tudi zelo pogosti simptomi, a ne, neko slepljenje v tem smislu, da pač, ne vem, pri meni je bilo ful velikrat to, da mi je slabo. Pa mi ni bilo zares, a ne, ampak Slabo pred... fizično slabo. Pred ali po hrani? Po. Pa tudi pred, pač kadarkoli je prišlo do obroka, no. Tako da to, no, in potem v bistvu najprej res ni bil fokus na motnjah hranjenja, ampak bolj, kot sem prej omenila, neko pač anksiozno stanje in to me je pa tudi pripeljalo do sredini 2. letnika, no, do zaprtega oddelka, kjer so mi pa potem v bistvu diagnosticirali motnjo hranjenja. Govoriš o zaprtem oddelku... Otroškem. Otroški oddelek, zaprt oddelek otroške psihiatrične bolnišnice. V bistvu je, kako se že reče, EAP se reče enota za otroško in adolescentno psihiatrijo. Ampak to je zaprti, pa je pa še odprti. Sta te starša tam peljala? Ja, v bistvu je bilo malo bolj zapletena situacija, no. Bil je pač nek specifičen dogodek se je zgodil in pa sem bila v bistvu najprej prepeljana pač v navadno bolnico in pa iz te bolnice so me peljali na zaprti, ja. V bistvu sta me starša, ja. Vem, da je bilo prav tako, da v smislu lahko grem starši ali pa s rešilcem, tako da sem imela na izbiro. Takrat si bila stara? 16. Se spomniš, kaj ti je takrat šlo po glavi in kaj si doživljala, ko si vstopila v zaprti oddelek, kako to izgleda, kakšen je vonj? Mislim, jaz sem bila itak v onom momentu ful odtujena od sebe, a ne. V bistvu se, če čisto konkretiziram, pač šlo je za neke suicidalne misli. Ja, ne vem, v bistvu prideš to tam v Mostah, paročesni kliniki, če veš, kje je. Ne, okej, pač v Mostah, skratka. No, in prideš tja pred en vhod, ki je pač zaklenjen in pozvoniš in pa te oni sprejmejo noter. In pa je tam kakor neka ordinacija najprej, ful taka pusta, in tam imaš pa ti razgovor, preden greš noter, starši, če si pač, mislim, sej sem za mladoletne. No, in pa se pač pogovoriš, zakaj je šlo, tralala, podpisati moraš, tudi da greš tja noter, tudi če nočeš. Ti si želela iti? Ne, absolutno ne. Aha, ne. Ne, jaz sem se ful opirala temu. Mislim, nisem se tako zdaj nasilno opirala, da bi brcala, pa ne vem kaj, ampak pač noben si tega ne želi, res, ker to je res oddelek, kjer gre pač res samo za varovanje pač življenj, a ne. In je ful neprijeten oddelek. Saj bom pa v nadaljevanju malo. No, in pa se spomnim, ker mi je bilo ful heckano, ker je oči, pač ker so pa tudi mami pa oči spraševali, pa je rekel, da kao sem v zadnjem času ful brala Silvijo Plath, pa kao tako je mal navezan, da mogoče je to inspiracija, pa sem tako Wow. Ful je bilo. In pa se spomnim, da sem imela prav s sabo njeno knjigo, pač Ariel, in sem mi prav eksplicitno rekla, da tega pa ne smej s sabo vzeti. Ja, ful, imaš lahko knjige drugače, ampak... Brez Virginia Woolf, brez Silvije Plath, brez Sare Kane. Ja. Okej. Tako da to mi je bila ful ena taka smešna izkušnja, ker sem pa tudi eno pesem o tem napisala. No, in potem pač greš iz te ordinacije v en prostor, kjer te slečejo do gat, kar je ful neprijetno in tak pač, mislim, si lahko predstavljajo. Te malo pač otipajo, pregledajo, pa imajo tako enega tazga človečka sprintanga in pa narišejo, kje imaš prezgotine. In da pa pač vidijo, da se nisi samo poškodoval na oddelku in tako. No, in potem ti dajo pižamo. Pižame so take modre, mislim, da so tam na modre, zdaj se ne spomnim čisto, drugače dosti udobne. No, in pa te pač dajo v sobico
Jaz sem bila takrat med korono, tako da so me dali v eno sobico, kjer je pač kakor izolirnica in si pol tam 2 dni noter, oziroma en dan, ne spomnim se, sam, popolnoma sam. Kamera je, to je ful scary del, ja, prav v oni sobi je kamera, tako da te pol gledajo. In jaz se spomnim, da pač sem se sam tako zabubila na poslu, pokrila s kavtrom, pa pač to je bilo to, traumirala. Ful pač grozni občutki, no. In še sam si noter. Mislim, ti je takrat to pasalo, da si sama? Ne. Ne, ful ne, pač valjda, da ne, v takem momentu res ne. Ampak takrat so bila pač taka pravila zaradi korone. Tako da kar crazy. Kot nek zapornik, ne? Ja, v bistvu se tako počutiš. Ja, tudi tako te malo razčlovečijo, ne. Pač sploh s tem, ko te slečejo in tako in dajo neko pižamo in vzamejo identiteto in tako. Razčlovečijo v trenutku, ko bi v bistvu potrebovala največ človečnosti. Ja, zdaj, ko pomislim, v bistvu ja. No in pol sem pač po enem dnevu so me spustili in sem lahko šla pač v ta skupni prostor in pol imaš tam kakor neko dnevno sobico, televizija je, neke igrače, neki džabuzi, stoli, ne vem. In pol si v bistvu tam in praktično nič ne delaš cel dan. Zjutraj je vizita, se mi zdi, pa pač si pol na nekem pogovoru, pač psihiatri, psihologi. Ampak načeloma pač ni nič za delati. Tam so neki filmi, ki jih je pač tako 5 in itak jih pogledaš vse v enem dnevu, pa tudi ne dovolijo ti skozi gledati. Ne vem, lahko se kartaš, spomin, ne vem. Si spoznala kakšno osebo tam, mogoče celo kakšno prijateljico? Ja, v bistvu imam ful bližnjih mislim ful, 2 imam. 2 prijateljici imam, ki smo še zdaj v stikih, no. Pa smo ful dobre prijateljice. Tako da, imela sem jih več, ampak pa sem s časoma stik skupila, no. V redu, torej bila si tam koliko časa? Bila sem v bistvu 2-krat, pa sem šla še enkrat. Prvič mislim, da sem bila 4 dni, drugič tudi nekaj takega. Pač največ si lahko tam 1 teden. Aha, sem mislila, da si tam lahko mesece. Ne, razen spomnim se ene punce, ki je pač bila v toliko res težki situaciji, da pa mislim, da je bila celo 1 mesec. Je pa ja, pač ful fucked up, ker res vidiš slišiš take zgodbe, da ful se je brutalno spopasti s tem pri 16, no, ampak hkrati ti tudi ful odpre neke perspektive, se mi zdi, pa ful se meni je ful omogočal pač, da sem se nekih stigam znebila pa predsodkov, pa tako. Tako da pač overall ful slaba izkušnja, ampak tako, ko zdaj gledam na njo, sem pa tako, nekaj sem doživela, kar mogoče nekdo ni, nekaj sem spoznala, dobila pač neke nove uvide, neke nove perspektive. Tako da... Razumela, da nisi sama. Da nisem sama, edina. Ja. Praviš, da so ti na tem oddelku diagnosticirali torej, motnjo hranjenja, anoreksijo, bulimijo? Ja, v bistvu mislim, ful nekih diagnoz so mi postavili, ampak ta prvič je bila prav samo anoreksija, ja. Restriktivni tip, ker imaš restriktivni pa purgativni, pa sem imela purgativni. Torej, doktorica ti to pove in tvoj odziv je? Ja, meni je bilo itak v bistvu v onem momentu mi ta diagnoza ni pomagala, ali pa da bi zdaj jaz sem bila v zelo takem toksičnem mindsetu, itak v onem momentu. Tudi zaprti oddelek ni tako, da bi ti pomagal. Pač to je res sam za ključen moment, da pač si ti kaj ne narediš. Tako da jaz sem čisto iskrena, meni je bila to v bistvu, ker malo mi je bilo fajn na način, ker pač res je toliko toksičen mindset, da mi je bila ta diagnoza kakor tako neko potrdilo v smislu, zdaj pa je nekaj narobe z mano, ker tudi pač spomnim se, da sem se ful pretirano ukvarjala s tem, da jaz pač sploh ne spadam na ta zaprti oddelek, v smislu, da moji problemi niso dovolj veliki. In pol, ko so mi to diagnosticirali, sem tako, nekaj pa imamo prijemljivega, zdaj je pa to pač nek razlog, da se lahko tako počutam. V tem smislu, da je opravičljiv. Veš, kaj mislim? Torej, na nek način si bila vesela, da si dobila... Si bila vesela, da je nekaj narobe s tabo? V bistvu, ja, zaradi tega, ker
se mi je zdelo tako, kot da si izmišljujem neke stvari v tem smislu. In je bila to neka potrditev, da mogoče si pa ne izmišljujem, a ne, in nekaj res je in da imam nek opravičljiv razlog. Tako, tudi tega se ful spomnim, ker sem se krivila za to, kar se mi je dogajalo in sem bila tako, okej, zdaj pa imam nekaj oprijemljivega, a ne, zdaj pa to ni neka izmišljotina, da bi se jaz tako počutila. Tako da deloma ja, mi je bilo, ampak hkrati mi je pa tudi dal neko motivacijo, da sem v bistvu, da se mi je cela osebnost temu prilagodila na nek način, a ne. Da si bila torej ti zdaj iza zmotnjo hranjenja. Ja, pač ful je fucked up, zato ker to so res toliko toksične bolezni, ki pač prevzamejo dobesedno celo tvojo identiteto lahko. In kaj ti je dajala ta motnja? Nek nadzor, varnost, umik, identiteto, kot si rekla? Kaj ti je pomenila? Prva stvar je to, da to se bo zdaj slišalo ful bizarno, ampak po moje pač se večina ljudi, ki je doživljala to, lahko poistoveti s tem, da si pač v nečem dober. Kar je ful absurdno, ampak tako v smislu, da ti imaš nadzor nad svojim telesom in meni je bil pač cilj izgledati lepa, izgledati suha, bom pač imela zdaj vsaj vidiš, če že ne moram imeti nekega akademskega uspeha, če mi grejo socialne interakcije slabo, bom imela pa vsaj to. Na ta način. Wow. Ja, ful je pač grozenje. In imaš v bistvu nek občutek kontrole, ker pač druge stvari v lifeu ti ne grejo in si tako, to mi pa gre. Kljub temu, da je nasprotno od tega, ampak v onem momentu pač ti to tako doživljaš. Tako da predvsem to mi je dala, pa hkrati to, kar sem prej rekla, ja, nek opravičljiv razlog, da mislim opravičljiv, pač da jaz zdaj lahko nisem okej. V tem smislu. Da mi je pač dovoljeno ne biti okej, ker imam neko diagnozo, ker v nasprotnem primeru pač mora biti okej. Ki si izmišljuje. To. Kako so izgledali pogovori s tvojim jazom, pogovori v tvoji glavi takrat? Ja, ful pač negative self-talk, no. Res tako konstantno neko obtoževanje, neka krivda, full low self-esteem. Res pač to vsako stvar, ki jo narediš, je tako, je slabo, ni dober, sem nesposobna, sem neumna, tralala. In tudi pa v bistvu hrana kot nek način kaznovanja oziroma nagrajevanja. Se pravi, pač ne zaslužim si jest, zato ker pač sem taka in taka in tako. Tako da v bistvu konstantno se ti rolajo neke ful negativne misli, no, razen pol pač ta del toksičnosti je še to, da pol, ki ti, ne vem, uspe restriktirati v nekem momentu, pa pač to tretiraš kot nek uspeh, in si pa lahko ponosen nase. Kar je pač perfukneno ful, sorry izrazom, ampak Ko naprimer, ne vem, kaj en dan ne ješ, ali koliko dni ne ješ? Ali kako to izgleda? Sem jaz zdaj mogoče ne bi čisto simptome spuščala. Aha, okej. Ampak ful je različno, no. Pač jaz bom sam čisto v grobem opisala. Ja. Jaz sem imela purgativni tip anoreksije. Tako da jaz sem imela tudi, v bistvu to je zelo podobno bulimiji, da pač restriktiraš in potem se prenajedaš. In mislim, vse te etikete so itak tako, mislim, meni je, kako določajo bulimijo pa anoreksijo malo noro, zato ker je sam po indeksu telesne mase, kar mi je čistko, ampak okej. No, ampak ja, v bistvu je šlo večinoma za neko restrikcijo in pol epizode pač prenajedanja in pol po prenajedanju pač. Koliko časa je to trajalo pri tebi? Kaj cela motnja hranjenja? Približno 3 leta. Si se ti kaznovala? Ja, v bistvu, ja. In kaj bi rekla, kje je bila tista točka preloma? Ne, mogoče še en korak nazaj. Okolica je to videla, ti si se tega zavedala, si govorila, da to sploh ne obstaja, tvoja družina, prijatelji, kako so se odzivali na to? Mislim, v bistvu je to ful boleča izkušnja za tvoje bližnje. Po moje celo bolj za njih v onem momentu kot zate. Tako da pač normalno so se odzvali z neko pač blazno zaskrbljenostjo, sploh moja starša.
ker smo pa že imeli v družini pač motnje hranjenja in sta bila pač relativno seznanjena s tem in je bilo, da se jima pač ponavlja ista zgodba. Tako da sta bila predvsem ful, zaskrbljena, ne vem. Pa spomnim se pa tudi ful neki občutki krivde, no, iz njune strani. Tako v smislu, da sta ful prevzela nase, tako kaj sta ona dva zdaj narobe naredila, da še meni to dogaja, ne, v tem smislu. In so v bistvu ful obremenjujoči te občutki krivde tudi zate, ker pa imaš ti še dodaten razlog, da se kriviš, a ne, ker si tako, pač kaj jaz delam zdaj drugim. Tako da to, no, spomnim se tudi pol iz zaprtega oddelka so me hoteli napotiti na pedopsihiatrični oddelek, ki je pač oddelek, ki je deloma specializiran za motnje hranjenja, tudi pač za druge duševne bolezni pri otrocih, ampak se tudi na to osredotoča. Pa je pa v bistvu se moj oči na lastno odgovornost odločil, da ne grem tja, ker pač sta imela negativne izkušnje s tem oddelkom, ker je pač ful neprofesionalen in temelji pač njihov princip sam na posiljevanje s hrano, dobesedno, kar je pač ful neprimeren pristop. In se pa spomnim, kako je on čutil neke krivde in pritiska, da zdaj jaz moram biti okej. In pa je šel tudi v bistvu dosti podobno metodo, ki jo uporabljajo na PPO-ju, no, tako da, ne vem, me je pač nadzoroval, ko sem jedla in tako. In to je bilo v bistvu pač, to je bil najhujše obdobje pač takrat na začetku. Pa sem pa pač povedala, ne, pač skomuniciraš, poveš. Kaj poveš? Komu? Ja, jaz sem pač se z očijem odkrito pogovorila, da pač mi na tak način ne more pomagati, a ne, da mi lahko na druge načine. In pa pač tudi vidiš svoje bližnje, kako se zlomijo. Takrat sem jaz prvič videla svojega očeta, kako se joka. To je pač tudi ful, mislim, grozno, ker se ti prav tako malo sesuje svet, neka fater kao steber na to foro. Ja, ampak pol, ne vem, se mi zdi, da 1,5 leta je tako trajalo, da sta bila res oba ful taka avtoritarna v smislu pač hrane, kao zdaj boš jedla to in to in tako. Pa sem pa pač, ker sem pa uspela skomunicirati, ker tudi v bistvu v onem momentu se ti simptomi sam še bolj poglabljajo, ne, ker ti pač to nekdo dela, to ni način, ki ti pomaga, ne, in pa pač greš v neko skrivanje in tako naprej in pa pač, ker sem skomunicirala, sta pač začela ubirati neke drugačne načine v smislu pač, da sem jima povedala res, kako mi lahko pomagata z neko podporo, da me pač spodbujata, da jem, ne, da me silta in tako. In pa se mi zdi, da se je malo spremenil ta njun način in da smo uspeli vzpostaviti ful nek odkrit odnos. Vmes je bilo itak še ful nekih zapletov in sous in prepirov in tako. Ampak ja, pa na koncu smo uspeli ustvariti nek dialog in sta mi v bistvu ful bila v veliko podporo, no. Čeprav pač v tistem momentu sem bila še zelo daleč od tega, da pač bi se ozdravila, ampak mi je bilo vsaj kul, da sem vedela, da pač imam nekoga ob strani. Na tej točki, ko si bila v tem stanju 3 leta približno, kak učinek imajo nate v bistvu komentarji od kogarkoli na tvoje telo? Jaz sem se takrat itak ful izolirala. Tako da sem bila dosti odstranjena od teh komentarjev, pač starša sta pa imela občutek, kar se tega tiče. Nista bila tako, koliko si suha, koliko, ne vem, zdaj si se pa malo poredila, nikoli ni bilo tega. Ampak definitivno pač je treba, se mi zdi, da pri osebah z motnjo hranjenja ful paziti na besede, zato ker tudi če misliš, da je nek pozitiven komentar, ga lahko oseba ful hitro vzame kot pač negativen. Recimo, meni je bilo že, pa se spomnim malo kasneje, da mi je nekdo rekel, dobro izgledaš, pa zdrava izgledaš. Mi je bilo tako pač trigger, totalen. Ker na nek način te v bistvu ozavesti tvoje telo, ne? In je to samo v bistvu pozornost na tvojem telesu. Takoj. Ja, točno to je. Tako da se mi zdi, da ja, na to je res treba biti pazljiv. Ne, da zdaj pač res hodiš po prstih, ampak da imaš nek filter vse in pa pač, da poskušaš razumeti,
Ker lahko taki komentarji ful negativno vplivajo tudi do te mere, da pač ne vem, začneš pa nazaj z nekimi starimi vzorci in tako. Ker pač, ne vem, se mi zdi, da so to res ranljive osebnosti in te zelo hitro kakšen tak komentar zadane. Omenila si, da v bistvu si videla očeta, ko se je zlomil in je bil to tudi je bil to tudi, bi rekla, en tak dražljaj, ki te je toliko brcnil, da si začela potem mogoče se drugače spopadati s tem, si se odločila pri sebi, zdaj pa bo treba nekaj spremeniti. Ja in ne, se mi zdi, da ni bilo nekega ful konkretnega prelomnega trenutka, da ne doživiš kar v nekem momentu razsvetljenja, ampak da je tako res časoma. In tudi tako je, ne vem, en dan se odločiš, ja, zdaj bom pa pač šla ven iz tega in drug dan si premisliš. Tako da, ne vem, tudi pol se spomnim, kasneje na oddelku, ko sem se zdravila, sem imela 2 meseca ful dileme o tem, a se jaz dejansko hočem pozdraviti ali ne. Tako da ne bi rekla, da sem imela prav nek ful konkreten switch, kao zdaj se jaz hočem pozdraviti dokončno v nulo. Tako. So pa pač vmes, ja, definitivno je to ful vplivalo name in definitivno mi je pač v onem momentu dal zamisliti in sem lahko, fakt, pač jaz ful vplivam s svojim vedenjem pač na druge. In tudi ja, mogoče pač mi je pomagal pa pri priznavanju motnje, ker tudi to je pač neka stvar, da se ful časa slepiš. Pač veš, da nekaj je, ampak pač se slepiš, da je vse ok in da je v redu in da imaš ti to pod kontrolo. In si je v bistvu ful težko priznati. Tako da je pa na to vplival, ja, to bi pa rekla. Kdaj si se potem odločila, da boš šla na zdravljenje, torej v enoto za motnje hranjenja, to je pa kje? To je tudi v bistvu zraven, to je del Polja, no, ampak je tam tudi v Mostah je ta oddelek, v bistvu zraven tega otroškega oddelka. Kdaj sem se odločila? Stara sem bila 17 in v bistvu se nisem jaz sem se v končni fazi odločila, ampak sem predvsem pač čutila pritisk strani okolja in pač sem videla, da drugi ne morejo več tako okrog mene in pač mi je to dal neko motivacijo za to, da pač zdaj moram iti tja. Tako da nisem imela nekega tako ful zagona v smislu, jaz se zdaj hočem pozdraviti, ampak je bilo bolj tako pač na druge ful vplivam s svojim vedenjem in svojim obnašanjem in svojo motnjo in zato moram nekaj narediti. In v bistvu mi je mami pol predlagala, da se vpišem na čakalno listo za ta oddelek. In sem poklicala in pol itak je ful pač prostorska stiska in čakaš 5-6 mesecev. Tako da, ja, ful noro. To je res noro. 12 postelj, 8 za ženske, 4 za moške. Samo 12 postelj za celo državo. Ja, crazy je, ker to je edini dejanski oddelek, ki je specializiran prav za motnje hranjenja. Drugje pač v Sloveniji se ne moreš zdraviti, razen pač se ambulantno. Tako da ja, to je bilo tudi meni kar tako. Lahko se še 15krat premisliš vmes, ne? Ali pa se kaj hujšega zgodi. Ja, se je to točno to. Ker pač ti vsak dan čakaš na ta klic, in si konstantno si premišljuješ in si tako, bom zdaj poklicala, pa bom cancelala in tako, jaz se sploh nočem pozdraviti, meni to sploh ne bo ratalo. Ne vem, in je pač skozi, plus ti moraš tako enkrat na mesec poklicati, zato da poveš, da si še vedno pripravljen na to. In pač rabiš ful moči za to, da dejansko tako nekomu rečeš. In pa imaš v bistvu še en uvodni razgovor s psihologom, to je pač enota za odrasle, 17 plus je, jaz sem bila 17, tako da so me sprejeli, pa včasih tudi mlajše, če je res kritična. No in potem po tem uvodnem razgovoru psiholog ugotovi, a si ti dosti motiviran, a boš dejansko pač delal na sebi in tako. In pol te sprejmejo šele. Tako da res pač bazira na lastni motivaciji in
ni nič prisilnega. Tako da ja. In potem je prišel ta dan, kako pa tam zgleda zdravljenje, kako je potekalo? Ja, tam je čist drugačen pristop, absolutno. Pač mene je bilo blazno strah, prvi dan se spomnim, nisem hotela iti tak, ampak sem pa šla, ker imaš pač neko percepcijo, da bo zdaj tako to na tak način. Slišala sem pa ful zgodb iz PPO-ja in tako. Torej PPO je... Pedopsihiatrični, sorry. In sem pač bila prepričana, da oni me bodo zdaj silali jaz, da bo pač tam konstanten nadzor nad mano, izdvajan in tako. Ampak je v bistvu lih nasprotno. Pač ti ne rabiš biti tam, če nočeš biti. Ti lahko greš. In to je v bistvu, meni je bilo ful zanimivo to, zato ker sem lahko, zdaj je vse na meni. Ker ti na začetku ne vem, se zanašaš malo na to, da te bo nekdo drug lahko povlekel ven iz tega. Pač valjda, da se boš mogel sam, ampak tako. In mi je bil ful presenetljiv ta sistem, no? Ker sem lahko jaz sem tukaj pač sama, imam podporo, ampak ta podpora je tako na razpolago, če jo jaz vzamem, ni pa vsiljena. In ja, no, tako, zdaj sem se malo zgubila. Ne, super ti gre. Ampak, končala si, da je ta podpora na voljo tam, če jo vzameš. Ja. Tako da zdaj se poskušam spomniti, kako je bilo prvi dan, ko sem prišla. Vem, da sem videla eno punco s ful ogromnim kovčkom in ona je pa postala ena izmed mojih ful bližnjih prijateljic in sva še zdaj. In se spomnim, da mi je mami rekla, da gre ona tudi zihar na ta oddelek in da ne probam navezati stik z njo in tako in neki. No in pa sva res čakali tam pred pač oddelkom, ki je ena klopca in sva malo navezali stik. In ja, ona je pa res ratala tako neka komfort oseba mi na oddelku. In ja, v bistvu se mi zdi, da je bil to ful dober začetek, da sem imela nekoga. Tako da ja. Tam tudi si sam v sobi? Po 2 sta v sobi. Jaz sem bila 8 mesecev hospitalizirana. Torej tam si lahko v bistvu daljše obdobje? V bistvu običajno traja od 4 do 6 mesecev, se mi zdi, jaz sem bila 8. In ja, v bistvu si v sobi s cimrom. Si v sobi s cimrom. In kako pa na EMH poteka to zdravljenje? Imaš ti vsak dan s psihologom neke pogovore, a oni kontrolirajo, kaj ješ, kakšen pristop ubirajo? Ne temelji toliko na individualni terapiji, bolj se fokusira na skupinsko. Tako da to je bila tudi meni ena izmed ful absurdnih stvari, ker sem pač pričakovala, da bom vsak dan imela pogovor s psihologom, da bom zdaj opisovala svoje simptome in tako naprej. In mi ful ni bil jasen njihov sistem na začetku, ful mi je bilo tako, pa oni pač se sploh ne vejo, kako pristopati. Ampak pa sem zaštekala, v bistvu je skupinska terapija ful bolj uspešna, vsaj po mojem mnenju, zame je bila, no. Ker si pač ti deliš neke zelo podobne izkušnje z ljudmi z istimi težavami, in tudi dobivaš neke povratne informacije in tako. In so terapevti zraven in usmerjajo pogovor, ampak načeloma je res vedno v skupini. In to je njihov pristop. In imaš pač različne oblike terapij čez dan, ne vem, muzikoterapija, gibalna, mislim, da je likovna, ne spomnim se, mislim, da je likovna, ja. Pol je psihoedukacijo imaš, da v bistvu se tudi malo izobrazaš, ne vem, o nekih stop tehnikah, to je bilo malo kar nekaj, ampak... Stop tehnike? Ja, recimo. Kdaj ustaviti misli ali kaj? Ja, v tem smislu, ali pa ne vem, neke dihalne tehnike ali pa tako. To je bilo meni sicer malo tako, ampak okej. Kaj pa ta muzikoterapija, gibalna terapija, kaj to plešeš ali poslušaš glasbo in si potem izražaš, kako to? V bistvu pri muzikoterapiji je bilo ponavadi tako, da je vsak en teden si izbral neko pesem, ki ga pač spominja na nekaj in potem je na podlagi te pesmi neko temo navezal in potem pač smo se v tej temi pogovarjali. V bistvu vse bazira pač na pogovoru.
Gibalna je bila full fine, sicer je bila full intimidating na začetku, ker ti je tako pač full neprijetno v tvojem telesu, a ne. In v bistvu pa zgleda tako, da se postavijo vsi v krog in potem si ti na sredini. Ja, full scary. Pressure. Ja, full. In potem pač si izbereš neko glasbo in po tej glasbi gibaš. Ne plešeš, ampak gibaš, tako smo rekli. In potem te delovna terapeutka snema. Ja, Še to, Madonna. Ful je, pač jaz se prav spomnim, koliko časa sem odlašala s tem, ker ni pa nič pač, da te silijo, te ful spodbujajo, ampak jaz vem, da pač 2 meseca sploh nisem imela gibalne, ker sem bila tako pač gadno, jaz ne grem tega v lifeu. No in pa sem se opogumila, mislim, da sem pisala na eno pesem od Davida Bowieja, ne spomnim se. Let's dance. No in potem pač ti tam gibaš, ja, in potem pač, ko končaš s tem, dobiš povratne informacije od drugih, se pravi v smislu, kaj so čutili v tvojih gibih in tako na ta način. In pa gledaš ta video in pač na začetku je to Cringe. groza, cringe, pač itak ne sprejemaš svojega telesa, počutiš se pač grozen, ogabno in je ful težko pač sprejeti, ampak pač se spomnim, da proti koncu, ko sem imela gibalno terapijo, mi je bilo pa ful wow se tako videti. Pač ful sem se počutila samozavestno, lepo sem se počutila prav tako na ta način in je bil ful dober experience, pač tako, ko primerjam prvo pa zadnjo. Mislim, da sem imela samo 3. Nekaj tazga, ki si pač nisem upala. Si ovnala svoje telo na koncu. Ja, pač nisem čutila, ne bom pač zdaj rekla, da sem bila popolnoma sproščena, ampak se je ful videl nek napredek v pač sprejemanju svojega telesa in same sebe. Tako da je res zanimivo videti to. Zdaj, sliši se dobro, pozitivno, ampak teh 8 mesecev ali 6, koliko si bila, 8 je... sklepam, da ni bilo ravno super vas čas, ne? Da ti moraš v bistvu delati za to. Ja, mislim, definitivno je intenzivno delo na sebi, kar je ful utrujajoče in naporno in pač milijon nekih stisk vmes in tako. Ampak jaz sem v bistvu v ful lepem spominu MH. Ful mi je bilo tudi, ker smo se ful ujeli skupino, sicer sem vmes zamenjala pač kar ene par skupin. Ampak vmes sem imela eno res ful fajn skupino in smo se ful ujeli in pa ti pač oni ratajo kot neka familija tam. Ker pač je tudi v bistvu ful nekega zaupanja in pač deliš si vse z njimi, no. Tako da so mi bili ful support. Ampak ja, absolutno pa ne moram reči, da pač so bili sam upsi, valjda pač so ups and downsi. In ni easy, pač definitivno ni easy delati na sebi in to sem se tudi tam naučila. Si hotela iti kdaj ven? Ja, skozi sem, pač prve 3 mesece je bilo full bad, ker sem vsak dan, tudi ker sem brala včeraj dnevnik, ta iz MH-ja, sem si konstantno pač premišljevala in sem vsak dan si rekla, jaz grem zdaj domov. Prve 3 mesece je tako trajalo. In sem ful težko zdržala in pa vem, da me je vsak dan oči obiskval in me je pa dvigval gor in me bodril in ne vem, ena stvar, ki mi jo je rekel, ki mi je ful pomagala, je bila, da se fokusiram na ta dan, pač samo na en dan in da si v tem dnevu rečem, ok, danes bo tako in danes se bom potrudila in jutri pač tu relapsam. In potem vsak dan na tak način začneš. Da pač si rečeš, danes je nov dan in danes bom to in to naredila in jutri pa pač kar bo. In to mi je bilo, v bistvu sem se ful iz dneva v dan prebijala na tak način, no, potem. Imaš dostop do telefona in če ja, ali si gledala družabna omrežja in če ja, kako je to vplivalo na te? Imaš dostop do telefona, nič ti ni prepovedano tam imeti, razen a ti je kaj. Hrana, valjda hrana ne smeš imeti. No, mogoče sam še ta del. Preden ti odgovorim, pač imaš pa zelo strukturirane obroke in strukturiran dan. Tako da v bistvu celo dopoldne je zafilano z nekimi aktivnostmi. Najprej se zbudiš, pa je zajtrk, pa so te aktivnosti, pa je kosilo, malca večerja.
popoldne je načeloma fraj, tako da lahko delaš, pa če sem za šolo delala, ostali, ne vem, hodijo ven, lahko greš pač izven, ker je tam neko obzidje, pa če imaš dost, če je pač tvoj ITM, indeks telesne mase primeren, greš lahko ven. Jaz na začetku nisem smela. No in tudi telefone imaš lahko, ja. Če sem gledala socialna omrežja, sem, ampak ne bi rekla, da sem gledala neke take vsebine, ki bi name negativno vplivale. V bistvu sem se takrat ful surroundala pač z nekimi, vem, da sem ful followana na Instagramu nekih punc, ki so bile tudi v recoveryju ali pa kaj, pa sem pač gledala, ena mi je bila ful cool, pozabila sem, kako je ime zdaj, ampak ja. So te kaj kontaktirali frendi? Ti je bilo všeč, da si imela neko podporo oziroma da ti je kdo kaj napisal, te je to obremenjevalo? V bistvu tudi takrat sem bila še precej samoizolirana, ampak so ful reachali out, ja, ful so, v bistvu so mi ful stali ob strani, no, ampak ni bilo nikoli, v bistvu mi je bila, takrat, če si iskreno, mi je bila obremenitev to. Hkrati pač mi je bilo ful fajn, da imam neko podporo, ampak tako, da ne bi mogla delati s tem, ker sem pač, ne vem, ful sem se nelagodno počutila. In so me tudi prišli obiskovati ful pogosto. Po moje pač, tako sem imela vsak dan en obisk. Ker v bistvu je bil tudi to eden izmed ful velikih vzrokov mojega počutja. In pa sem v bistvu postopoma, to mi je bil ful fajn del, ki so vedno poudarjala, ne, da oddelek je varno okolje in na oddelku pač lahko karkoli izprobavaš in pač tudi v svoji skupini karkoli izprobavaš in sem se pač na ta način soočila z nekimi situacijami, ki so mi bile mogoče v zunanjem okolju ful težke. Neke socialne situacije? Neke socialne, recimo, da sem pač postavila mejo, da sem, ne vem, povedala kaj, kar mi ni bilo okej in tako na ta način. In pa je ful fajn, ker pač postopoma greš ven iz tega varnega okolja in začneš zunaj in pač tam noter gradiš pač neko samopodobo močnejšo in pa je ful lažji. Tako da. Ampak tisti dan, ko si rekla, zdaj grem ven, se ti odločiš ali ti povejo? V bistvu je skupna odločitev, no. Pač oni ti tak sam svetujejo, ker ti ne prepovejo ali pa ja. In ko ste se torej skupaj odločili, da boš šla ven, si bila ti 100%, Ja. ali polna dvomov, strahu, ali si bila tako, no zdaj pa bom, kako si se počutila? V bistvu jaz ne bi rekla, da sem bila popolnoma ozdravljena, ker sem šla ven daleč od tega. Ampak sem se nekako počutila ready. Pač imela sem občutek, da sem zdaj na oddelku naredila vse, kar sem lahko in da lahko zdaj to prenesem pač v svoje realno življenje. V bistvu se spomnim, ni bilo nekega ful strahu, ful sem imela motivacije. Ful sem bila tako, fuck, zdaj pa jaz ownam life, zdaj pa pač imam to. In se mi zdi, da mi ni bila ful težka odločitev, ker itak sem se pač na to pripravljala kakšen mesec ali pa ni bilo sam tako iznenada, ampak sem bila tako, ok, zdaj bom počasi začela razmišljati o odhodu. In ja, ampak ni pa, se mi je zdelo, da handlam, no. Sicer pa, ko sem prišla ven, sem videla, da ne čist. Ja, kako je bilo to pol? Ja, v bistvu na začetku je bilo ful neuspešno. Ampak pol imaš itak ekstra hospitalne skupine, to so podporne skupine, ki ti jih oni nudijo pač v okviru oddelka, da lahko hodiš po hospitalizaciji. In v bistvu je bila to po moje neka stvar, ki mi je pač pomagala, pa tudi na terapijo sem hodila pa tako. Ampak ni bila pa hrana več del celega mojega lifea, no. Pač imela sem še vedno probleme, ampak ni bil to glavni fokus. Ker predtem pač je bila samo hrana, ker itak pač tudi, ko imaš ti to knjizo, ki tam tvoji možgani pač sploh niso sposobni razmišljati o čem drugem. To ima indeks telesne mase. Indeks telesne mase, sorry. Vse po moje sem že prej rekla. Ok. Valerijo zanima, ali je mogoče po pozdravitvi kdaj popolnoma uživati v hrani? Ja, zdaj jaz ne bi ful
pesimistično tukaj odgovorila, zakaj sem jaz zataknila. Jaz mislim, da ja, tako bom rekla. Meni se zdi, da vsaj v mojem primeru je tako, da motnje hranjenja ne moreš popolnoma pozdraviti. Nikoli. Pač meni se zdi, da je to kot neka odvisnost. Pač meni se zdi, da je to, kakor ne vem, ok, zdaj nočem primerjati, ampak na zelo podoben način funkcionira kot odvisnost, ja. In pač zelo lahko slipaš nazaj, če nimaš pač utrjenih nekih mehanizmov, s katerimi pač obvladaš to. In pač ti imaš neka slaba obdobja, tudi recimo, ne vem, jaz imam še vedno v nekih ful pač težkih obdobjih, mi avtomatično pač switcha na ta mindset, ne? Ker je to moj obrambni mehanizem in neki pač ustaljeni vzorci, ki so mi znani in so mi varni, v narekovajih, ne? In ja, mislim, lahko popolnoma uživaš v hrani, ja, ne bojo pač konstantno te misli prisotne v glavi, je pa vseeno pač motnja hranjenja nekje v ozadju glave, ampak če pač ti uspeš res neke mehanizme ustvariti, lahko obvladaš na ta način, da tudi uživaš ob hrani. Tako da ja. Ko boš pa v nekih krizah, težavah, pa bo privršalo. Mislim, odvisno kako obvladaš, ne? Ker jaz pač ne grem v neke vedenske vzorce, ampak so pa misli, so pa pač pogosto misli. Ki jih sicer ni. Če si v dobrem mindsetu. Pač, ja. Ne vem, če sem zdaj odgovorila. Ja, ne, si. Andreja zanima, kako pomagati osebi, ki zase pravi, da je čisto ok, skriva pa bulimijo pred starši in frendi. Zdaj jaz bi tako rekla, pač prva stvar je absolutno to, da poslušaš in da si ob strani in da daš osebi vedeti, da jo imaš pač neizmerno rad, ne glede na to, v kakšnem stanju je, ne glede na to, v kakšni situaciji je, pač vedno. To je prva stvar in da poskušaš razumeti. Pač nikoli ne bo mogla oseba, ki ni dala te izkušnje, čez popolnoma razumeti, ampak lahko vsaj poskušaš. Pa mogoče pač, da ne predvidiš, kako se ta oseba počuti naprej v tem smislu. Ker se mi zdi, da ful velikrat pač imaš občutek, da se lahko poistovetiš nečim, ampak ni pač vedno tako. Tako da sam pač poskušaš razumeti. To se mi zdi, da je glavna stvar. Druga stvar je, da pač ji poveš, da so ji vedno odprta vrata za zdravljenje. Da pač ni nujno, da zdaj, fajn je, da čim prej, ampak tako, da ne daješ nekega prešerja. Tako da jaz bi rekla pač, da je to večinoma vse, kar lahko narediš, mogoče, da jo vprašaš, na kakšen način bi si sicer če skriva, pa je težko, ampak vseeno, ja, pač da vprašaš, na kakšen način ji lahko pomagaš. Da pač veš, da stragla, da vidiš in če je pač pripravljena si pustiti pomoč drugih. Mogoče tako bi rekla. Dedi Dirja zanima, kako prepoznati, a je motnja hranjenja pri otrocih ali pač otrok samo manje. Ja. Ful težko odgovoriti, če nisi strokovnjak za to. Ampak jaz bi rekla, da pač lahko definiraš, da je neki motnja hranjenja, ki začne pač prevzemati vse aspekte tvojega življenja. Da je pač to glavni fokus in da se vse vrti okrog tega. Zelo mi je pa v bistvu, ne vem niti koliko star otrok. Ne, sej to, ampak mislim, da si dala odličen komentar na to, pač, če je prevelik poudarek na hranjenje, je, ampak verjetno so še drugi razlogi. In če kaj sumite in to poslušate, najboljše, da se na strokovnjake obrnite. Ja. Rekla si malo prej, da oseba, ki ni imela motenj hranjenja nikoli, ne bo nikoli mogla zares razumeti, kaj se dogaja. Pa me zanima, kaj v bistvu bi si ti želela, da bi bolj razumeli posamezniki in družba. Kaj so mogoče kakšni miti, ki obstajajo, tako napačna prepričanja o tem, ali pa tudi obnašanja
do oseb z motnjami hranjenja? Mogoče prva taka stvar, ki bi jo tukaj izpostavila, je to, da se mi zdi, da se včasih ne zavedamo popolnoma, da lahko motnje hranjenja prizadenejo res vse. Pač ne glede na starost, ne glede na spol, ne glede na etničnost in tako. Tako da to se mi zdi ena stvar, ki še vedno ni popolnoma ozaveščena, ne, se mi zdi, da kdaj pa kdaj, to je bilo včasih predvsem, no, tako 10 let nazaj, recimo, da so ful to pripisovali nekim najstniškim puncam ali pa kaj, ne vem, je zdaj to še. Ampak ja, imam občutek, da ni čist tega ozaveščenega, ker tudi jaz se spomnim, da ne vem, ker sem se na oddelku, ko so pač prišli moški z motnjo hranjenja, je bilo meni to pač čistuje, ne da bi tako zdaj imela pač nek predsodek glede tega, ampak mi je bilo tako, wow, pač dejansko obstajajo moški z motnjo hranjenja, ne, sem vedela, ampak sem se prvič s tem soočila in se mi zdi, da ni to tako v naših podzavestih še čist. Ja, ker niti ni v pop kulturi prikazano. Ja, točno to. Makes sense. Okay. Da, to je prva stvar. Druga stvar je, da pač ne obsojaš nekoga, če ne veš njegovega ozadja, kaj se pač dogaja v njegovem lifeu. Recimo stvar, ki mi gre blazno na živce, je, ko ljudje vidijo neko osebo s prekomerno težo, recimo, in začnejo pač delati neke predsodke o tem, ne vejo pa, da se mogoče ta oseba pač sooča z kompulzivnim prenajedanjem, ne? Ali pa tako, to mi gre ful. Sploh pač tudi kako je pač debelost v bistvu pogosto prikazana na splošno pač v družbi, mi je ful tako. Pač, kaj je s tabo prav tako, what the fuck. Ne vem, tako da tudi glede tega, no, ne sam pač ta... Da motnje hranjenja ni samo anoreksija, ampak je tudi kompulzivno prenajedanje. Pa tudi, ja, evo še to, se mi zdi, da ful pogosto se motnje hranjenja res enači samo z anoreksijo. Bulimiki pa pač ljudje z motnjo prenajedanja pa ostanejo kar malo v ozadju in nevidni. In mi je ful, po moje pač je njim še teži kdaj, a ne. Tako da to ja, pač da vidimo vse. Ne sam tiste, ki se jim vidi to na teži, ne, recimo te bulimiki, ki govorim. To, pa ne vem, da bi se mogoče bolj ozaveščali to temo, se mi zdi, da je še vedno dosti taka tabu tema, no. Ne slišiš tega ful pogosto, ali pa da bi zaznal kje v medijih, da bi se ful tako poudarjali. Ja, malo je tega. Tudi, se mi zdi, da je ful porast, ne, tako da... Ja. Ampak se mi res zdi, zdaj tako razmišljam, pa... Ni tako, da bi zaznala kakšen članek daj, ali pa... Ja, ker to ni enostavna tema, ne. Tudi kot sem rekla ljudem pač, da bom imela to temo, koga snemaš? Pač kot tisti namrščeni obrazi, A res, ali kaj? Ja, tako, a veš. Ja, ker ni tega dosti, ne, ni prisotno. Pa vsaka zgodba je, kot si že tudi ti povedala, zgodba zase, ne, ni pravila. Ni pravila, ja. Ja. Kaj bi Iza rekla, kakšen je tvoj odnos do hrane danes v primerjavi takrat? Mislim, da sem ful rada hrano. Sem imela že pred motnjo hranjenja in v času motnje hranjenja, ker tako imaš rad, ampak pač si je ne dovoliš imeti rad. Bi pa rekla, da imam še vedno dost kompleksen odnos s tem, no. Kakor sem pač že prej omenila, se mi zdi, da ni čisto nek linearen proces, a ne. Tudi od tega, odkar sem zdaj ven, mineva po moje 2 leti pa pol, nekaj takega. In ne bi rekla, da je še popolnoma tak odnos, kot bi si ga res želela, da bi popolnoma pač spustila zavedno. Torej, ko razmisliš, vseeno boš razmislila, to sem danes jedla, toliko. Pogosto ja, ne bom rekla, da je zdaj to na vsakodnevni ravni, ampak pogosto se mi vrtijo v glavi take misli, da sem tako, to pa to sem jedla, pa to, ker je pač tak avtomatizem ti ratu, v bistvu, da ga je ful težko odstraniti. Tako da ja, ampak lahko uživam v hrani, no, pa ni tako, da bi pač kakšno hrano izločala, pa ne bi mogla česa jesti, pa tako. Tako da to mi ful pomeni. Ker se spomnim, ne vem, ker sem tudi brala včeraj v tem dnevniku, no, sem si pisala, kaj mi bo kao recovery prinesel. In pa je bila ena alineja,
ker sem si ful želela vročo čokolado, ne, pa si je pač nisem dovolila in sem bila tako, zdaj bom lahko pila vročo čokolado na mrzle zimske dni in to mi je bilo tako, wow, pač crazy, ki je še to. Tako da ja, pač take stvari lahko delam in je noro, ker pač si nisem predstavljala tega prej, da bom lahko kadarkoli. Super. Kaj bi rekla, da tebi pomeni zdravo telo? Zdravo telo bi rekla, da je telo, ki ga lahko kličeš dom. Mislim, to sem si tudi skozi poudarjala, ja, da si želim, da bi bilo moje telo moj dom. Da se ne fokusiraš toliko na izgled, kakor bolj na neke vidike, kaj tvoje telo zmore. A ne? To je pač meni v bistvu ful fascinantno, kaj vse pač naše telo lahko dela. In da se na to fokusiraš, a ne? Da ni toliko vezano res na neko podobo, ampak bolj na sposobnosti in tako. Pa ne na sposobnosti v tem smislu, zdaj pa sem uspela laufati 3 ure, ampak tako, wow, jaz lahko hodim, jaz lahko pač delam, premikam stvari. Mislim, meni je to ful noro, no. Res, pač ful mi je fascinantno, kaj zmorejo naša telesa, tako da... Lahko se tudi dobro počutiš v njem. Pa da se dobro počutiš, točno to, ja. Iza, kaj bi rekla, kakšno sporočilo, nasvet ali pa samo misel tistim, ki to poslušajo in se mogoče soočajo z podobnimi stvarmi, s katerimi se ti soočala? Zdaj, prva stvar, ki sem že jaz prej rekla, da je meni pomagala, je to, da mogoče si zadaš cilje po dnevih, če si pač v nekem mindsetu, pač, da bi se rad pozdravil, pa se ta mindset pač konstantno spreminja, da si tako, ok, imam danes in danes bom stvari delala drugač. In jutri pač je lahko karkoli, jutri grem lahko nazaj v restrikcijo, tralala karkoli, ampak danes je tako in danes tega ne bom počel. Danes bom pač pozitivno naravnan in bom si, ne vem, jedel, ok, to je ful težko, to je pač res za tiste, ki so v recoveryju mogoče. Se pravi, da si postavljaš neke majhne cilje po dnevih, tako step by step. Potem za tiste, ki mogoče mislite, da niste pripravljeni iti na zdravljenje, ena stvar, ki bi jo rekla, je to, da pač, recimo jaz sem imela ful ta mindset, da pač nisem dovolj bolana, da se grem zdraviti. In pač to je totalen bullshit, ki te pač možgani prepričujejo, zato da se lahko motnja ohranja. A ne, nikoli ne boš pripravljen, nikoli ne boš dovolj bolan, pač valjda. In mogoče pač to zavestati, a ne. Da pač ni tega ekstrema, da si vedno pač zaslužiš zdravljenje, da si vedno zaslužiš jesti, da si vedno zaslužiš živeti. Kjera sabotaža je? Ja. Okay. Ful. Tako da to, pa mogoče pač še to, kar sem tudi prej omenila že, da so ti vrata za zdravljenje vedno odprta, a ne. Pa da mogoče ne čakati, da te nekdo potegne iz tega, ampak da si ti ta, ki se lahko potegne ven. Tako da to. Pa še nekaj stvari. Da ni tvoja krivda, da se ti to dogaja. Ful pomembna stvar. Ni tvoja krivda. Pač vsak ima nekaj v življenju, ali je pač to, ne vem, neka avtoimuna bolezen, ali je to rak, ali ne vem, pač nisi ti kriv, da se ti to dogaja in nimaš pač vpliva na to, imaš pa vpliv pač na zdravljenje in na to, da se spremeniš. Tako da to bi rekla. Iza, res hvala za vse modrosti, predvsem pa tudi, da si bila tako pogumna, da si delila tako osebne stvari s vsemi nami. Veselje. Jaz sem prepričana, da v bistvu prišla si sem, da bi pomagala in sem prepričana, da boš. Fingers crossed. Tako. Iza, hvala ti. Hvala tebi. In srečno naprej, ne? Enako. Naj te ta energija vodi. Hvala. Čau. Čau.